Kakšna je ta ponudba, kaj bi posebej izpostavili? V bistvu to, kaj nam je v ponos najbolj, s čim bi se jaz najbolj hvalil, je to, da v večini oziroma skoraj vse uporabljamo domače, slovenske, to, kaj se le da, kaj se da dobiti proizvode. Nič pol proizvodov oziroma tako, kot se že govori, nekih italijanskih praškov. Vse, kaj se dela tu v naši delavnici. Res z veseljem to izpostavim. Tu imamo 3 sestavine, voda, sladkor pa sadje, nič druga. In kar se mi zdi, da tisto mogoče zgleda, se sliši enostavno, je pa to, ko naredi razliko, tisto dodano vrednost. Koliko kilogramov sladoleda recimo dnevno proizvedete? Zelo odvisno od vremena, ampak bom mogoče tam od 150 do 200, zdaj čisto odvisno tako, ja. In kaj se potem zvečer zgodi s tem sladoledom, ko zaprete? V bistvu mi imamo tako filozofijo, da se trudimo, da čim manj ostane za naslednji dan. Čeprav, da se razumemo, to še sploh ne pomeni, da sladoled ni užiten oziroma da je karkoli oporečen. Za moje pojme še je najboljši, če se danes pripravi, pa naslednji dan proda. Je pa res, da na Štajerskem smo navajeni te zelo, bom rekel, mogoče celo preveč kremaste strukture sladoleda, kar pa naslednji dan ni. Pri nas je tako, da proti večeru, če karkoli zmanjka, rajši vidimo, da ga ni, ko pa da se naredi in ostane. Če pa kaj ostane, pa se absolutno proda naslednji dan. Pri nas ponujamo, oziroma smo naše sladolede razvrstili v 2 skupinah, kar ne pomeni, da so eni manj dobri, drugi pa boljši. Eni so cenejši, to je zelo odvisno tudi od sestavin, pa dobave sestavin, in nekatere ponujamo po €1,80, te označene kot premium pa imamo po €2,20. Pozdravljeni, smo Sladoledarna Kremko, nahajamo se v Spodnjem Dupleku pri Inini črpalki. Tu smo že 16. leto, smo 3-kratni državni prvaki v izdelovanju sladoleda v okviru Gas sejma v Ljubljani. Drugače pa imamo sladoled, ki je zelo osvežilen v teh vročih dnevih, je tudi z manj sladkorja, kot pa ponavadi pri drugih ponudnikih. Se trudimo izdelati produkt, ki je zelo lahek za želodec in osvežilen za poletje. Zdaj, kot vidite, letos imamo veliko teh novih okusov, kjer smo dodali različne stvari, različne okuse, kjer se drugi ponudniki za to prvo ne odločajo, ker so cenovno zelo težko dostopne in pa tudi kvaliteta, ki je na najvišjem nivoju, in pa tudi naše stvari se potem malenkost razlikujejo od ostalih. Tako da imamo mogoče kakšno belo čokolado s pistacijo, potem tole zmajevo sadje, imamo tudi kakšne lila pavze. Letos smo še z enim novim produktom, naprimer črno vdovo, smo naredili en taki boom v svetu sladoleda. To imamo ene 4 sestavine skupaj pomešane, potem pa je še z jagodnim prelivom prelito in s prelivom temnega piškota. To pa je naša išna specialiteta drugače. Zdaj trendi se vedno bolj nagibajo za sladolede brez sladkorja, naprimer brez mleka. Vsi, ki imajo celiakije pa take stvari, da morajo brez glutena. To smo zdaj leta in leta gradili na tem, da smo tudi te okuse skupaj sestavili, da so čisto brez glutena. Imamo posamezni, ki so sicer z glutenom, ampak tisti so ustrezno označeni. Potem ob nedeljah ponujamo sladoled brez sladkorja. Kar se tiče, naprimer letos je največji boom je pistacija, tudi pistacijo nabavljamo v Siciliji na eni plantaži. Proizvodnjo imamo kar tu na licu mesta, tu imamo stroje, imamo vse skupaj, zjutraj se naredi vse skupaj. Zdaj, če prav razumem, je to družinsko podjetje. Ja, res je. Zdaj že v bistvu 8. sezona, odkar smo odprli. Imamo 2 sladolednice, eno na Tezno, na Dogoški, eno imamo pa tukaj v Hočah, tako da v priliki
vabljeni vsi. Jaz mislim, da še vedno je tista klasika, ki gre najbolj, je pa res, da stranke vedno bolj posegajo po rečemo piškotku ali pa našem hišnem, to je bumplanica. Bumplanica, se spomnimo v starih časih, ko smo imeli tisto planico, ko smo jeli v starih časih, v bistvu podoben okus je to pomeni na mlečni osnovi gozdna jagoda, preko pa polito z belo čokolado. Tako da mislim, da se splača pripробovati. Se vam zdi, da so kakšni trendi pri sladoledu, jim sledite? Ja, sigurno, vsako leto se kaj dodaja, zamenja. Bom rekel, večinoma teh potnikov, ki nam vozijo surovine, večinoma seveda iz Italije, ne. V bistvu, bom rekel, na nek način oni narekujejo ta tempo. Tudi vsi sladoledarji hodimo januara v Rimini na največji sejem, preko milijon ljudi na tej sejmu. To pomeni za sladoledarstvo, pekarstvo in kavo, bariste. Tako da v bistvu na nek način, bom rekel, te Italijani narekujejo tempo po celi Evropi. Vidim pa, da ste tudi razširili, v bistvu imate tudi kavice, imate tudi točen sladoled. Ja, tako je, tukaj v Hočah smo razširili ponudbo in smo dali zraven točen sladoled, to pomeni, imamo to osnovni okus, ki je pana, potem pa lahko zberete izmed 5 polivov in pa 5 posipov, ne. Torej spodaj posip, potem je sladoled, pa na vrh poliv, potem pa še imamo tukaj ledeno kavo in pa tudi za otroke, ker vidimo, da je vedno več povpraševanja bilo, smo dodali še bubble tea. To je v bistvu tako rekel osvežilna pijača, bom rekel najbližje nekemu ledenemu čaju, malo tudi kislasto z zelenim čajem. Noter so pa take grolice, ki v bistvu predreš in potem ti v bistvu se razvije v ustih in to v bistvu da potem poln okus. Kakšna je skrivnost dobrega sladoleda? V dobrem sladoledu bi pač, če delaš z veseljem, pa z rade voljem, ne, bolj pa lahko prije, pa količina, pa te stvari, pa lahko narediš dobrega z dušom, če narediš pač pravi. Čez zimski mesec tu zapremo, bolj pa, ko začne poleti, 15. marca začnemo spet. Drugače pa 15. septembra zapremo. Koliko pa vas dela tukaj, koliko vas skrbi za recepturo? Zdaj, čez vikende, ko je ta največja gužva, smo kar 4-5 smo kar pripravljeni, pa čez teden pa smo 2-3.